je besedilo, ki ga vlagate razen teh završeno copy-paste starega, namreč slišati je, da ste spremenili tudi določene določene. Pri ustanavljanju zasebnih šol naj bi šlo za drugačno, naj bi bila sedanje besedilo drugačno in ni enako tistemu spremenjeno. Kaj konkretno misliš? Mislim, da člen 82, 86. Što je potrebno še razpozorilo? Kako? Da je zakon, ki ga vlagate drugačno. Ne, ti dve ključne stvari ste šli ven in v uvodu seveda vse tiste obrazložitve, ki so se nanašale na omenjene dve spremembi. Je ostalo dobesedno enako? Jaz mislim, da ja. Mislim, priključen. No, če mi povejte, kaj bi se ne spremenilo, ne vem točno. Pogoj za ustanavljanje zasebnih šol se spremenili v tem, kar ste sedaj vložili. To je možno, da je ta novost prišla noter. Pogoji, doslej so bili dva oddelka, poslej pa eden, ampak to niti ni bil nikoli kamen spotike. Celo poslanec Gaber je v svoji enem poskusu razpravi poskušal nekaj podobnega predlagati. Morda je to noter. Hvala, hej. Bi jaz imel še Denis Arkič vest, če je možno na šolski zakon, seveda. Gospod minister, ali vi resno ste pripričani, da ga boste sprejeli lahko do konca mandata in če ga ne sprejmete, kakšno škodo bo za šolski sistem? Ja, škoda bo resno omenil tisto, kaj prinaša, ne brezplačnost tega, brezplačnost unga, tudi pedofilski člen je notre Bolonija. Bolonija lahko zavre, ampak na posredno na višje stopni ne bo možno zasebno javnega partnerstva. Jaz mislim, da kar precej realne škode. Vse to so nekaj dodana vrednost sedanjemu sistemu. Tako da jaz mislim, da bo sprejet. Jaz upam, da bodo nekateri poslanci, tudi opozicije držali osebno, da so izrekli, da bodo podprli zakon in na to, da so pogojevali, da se dva, tako rekoč, spodna člena, da sta ven. Vse to me je zanimalo. A bi morda v prihodnje lahko računali, da če se uskladite, da se šole začnejo financirati v bistvu maksimalno 85% enotirno, ne dvotirno, in to mislite, da šlo skozi? Glede, zdaj se dvakrat dvotirno financirajo. Imamo v skupnosti zasebnih šol, nekatere 85%, nekatere 100%. Potem pa imamo zasebne šole vizavi javnih, kjer bi prav tako 85% vizavi 100%. Zdaj, te neskladje je treba odpraviti. Jaz mislim, da najboljše, da kar ustavno sodišče pove svoje, ne presodi, kdo ima prav, ali se kršijo kakšne temeljne pravice, ali so kršitve tako velike, da so celo nasprotja z ustavo, ne ustavno sodišče pove. Če lahko sem še napolnim, ali imate z gospodom Grimsom dovolj staršev, da vložite to na ustavno sodišče? Jaz sem samo še mamo. No, mislim, če imate še dovolj staršev pripravljeni, da bi vložili ta zakon na mesto vlade, oziroma pač to zahtevano ustavno sodišče. Se bodo starši samo organizirali, zlasti tisti, ki izražajo pravni interes, in da bodo vložili to, verjetno. Zlasti vprašanje je pri Valdorski šoli, kot veste, ne? V Ljubljani je Valdorska šola 100% financirana, Mariborska 15%, ne? In zagotovo bi lahko morali biti, ne? Imeli pravni interes za to sprošenje. Ampak to govorimo o zakonu, ki se daj velja za ustavljanje. Se pravi, če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je ljubljansko... Lahko pa vloži tudi, če bo spet zapustite, tudi na tega, ne? Kasneje. Jaz upam, da bo v januarski proceduri, potem relativno hitro uveljavljen, ampak en mesec zgoraj dol ne bo povzročil nobene velike škode, to pa treba priznati. Kljub tomu, da je poslanka Tavšova malo zablokirala proceduro. Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je enakost, to pomeni, da bo pritrdilo pravzaprav vašemu predlogu 100% financiranja, ne? In bo moral biti to v zakonu predlog. Ja, jaz nisem pripričan, da bo gospod Štrukelj pa gospod Gaber sprejela takšno stališče ustavnega sodišča korektno.
pripraviti. No pa se zato mene zanima, če lahko v prihodnosti računamo, da bi vseeno mora biti prišli do tistih 85% in sicer ne več. No? Zato, ker smatram tudi osebno, zato smo tudi prvotno tako predlagali, da imajo vsi izvajalci in vsi udeleženci, starši in otroci, ki izvajajo javno veljavne programe, pravico do enakega financiranja programov. Tiste čiste, neodvisne, independent schools, ko so tudi zasebne, ne? Ki izvajajo svoje programe, ne? Tisto drugo, tam se financira zasebno 100%, tisti, ki pa javno veljavne, ne? Pa ne se financira enako. Minister, lahko samo še komentar na interpelacijo ministra Mateja tik pred predsedovanjem delu? Ja, tudi je zelo težko. Meni je žal, da se ne držimo dogovorjenega in da se dogajajo takšne grožnje. Interpelacije, referendumi in podobne, po mojem, jemlje nepotrebno energijo vladi, ki sedaj resnično smo globoko že v predsedovanju. Pa vlada, ki je razpravljala nekaj danes? Vlada, ki ni razpravljala. Še kaj na zvezi? Minister, predvidevate, da bo januarja, če bote zdaj? Predvidevamo, da bo januarja, ne kasneje februarja, ampak mislim, da bo januarja, če bodo že na naslednji seji obravnavali predlog zakona gospe Tavš. Gospod minister, za konec, glede šolskega zakona, da se boste zopet morebiti usedli z gospodom Štruklom oziroma sindikatom SVIS, imeli kakršnekoli usklajevanje? Z sindikatom SVIS sedimo vsak teden skupaj v torki. Res je, da predmet razprave kolektivno pogajanja. Imamo nek permanentno odnos z njimi, pa seveda ne samo z njimi, so še tudi drugi, ampak res je, da ta sindikat ne bolj upleten v to, tudi v MOFAS in druge projekte so aktivno sodelovali predstavniki sindikata, ki jim zdaj nasprotujejo. Gospod Vojkovič, recimo od leta 2000 sodeluje v projektni skupini in pa tudi kasneje pri poskusu. Sedaj pa nasprotujejo tistemu, čemu so sami oblikovali. Lahko potem še eno vprašanje v zvezi s tem? Razumeno, da Ta pakt to je napadno. Že obstaja pakt to ne napadno moro, ali je bolj vrsta žrtveno na papirju, tako kot je še primerjala? V naši interpelaciji bomo lahko odgovorili na to vprašanje. Hvala lepa.